Slika prva. Označene so 3 minute sodniškega podaljška. Slika druga. Dvojno razburjenje pred mariborskim golom. Najprej vratnica, nato Firer ni izkoristil obetavne situacije. In slika tretja. Podaja Boharja za zmagoviti skok Markosa Tavaresa. Pogosto rutinska nadomeščanja igralnega časa so lahko tudi izjemno živahna. Primer iz sredinega večera v Velenju je najboljši dokaz. Po takšni končnici je ligaško tekmovanje dobilo novo razsežnost in imenitno povabilo na naslednje tekme. Mariborska ekipa pa je tudi v okrnjeni zasedbi brez kaznovanega Rajčevića ter poškodovanih Filipovića, Vršiča in Stojanovića potrdila vlogo nepopustljive, samozavestne in zdaj že skoraj usposobljene za pozne zadetke. Še za eno tekmo, ki nikogar ne pušča ravnodušnega. Res je, da danes je bila sigurno tekma za infarkt, no ne vem, pač tistimi slavimi srci. Lih ni bilo za njih mogoče tekma, ampak se pravi, mi pa nekako kažemo karakter ekipe. Verjamemo do konca, to se nam je zdaj v bistvu že dvakrat nekako obrestovalo. Vstop v drugo četrtino prvenstva bomo pomnili po pestrem dogajanju, ki je prezeble gledalce držalo na višji temperaturi od ozračja. Napovednik zanimive tekme z akcijo, ko je Klinar s povratno podajo po tleh našel v sredini Firerja, njegov poskus pa ni imel učinkovitega zaključka. Da je dogajanje zanimivo, mora biti zasluga obojestranska. Ob iskanju poti do gola se je med uvodnimi poskusi Viler odločil za neposreden strel proti golu, ko so gostitelji pričakovali predložek. Razživelo se je, ko je Klinar prišel do udarca z razdalje. Handanović je žogo odbil, v nadaljevanju akcije dvoboj 1-1 Jelića s Handanovićem, ob dobrem postavljanju zmagovalec mariborski vratar. Pri začetnih poskusih vijoličaste čete, tokrat v rumeni opremi, je še manjkal pravi zaključek. Ko je Tavares podal do Zahovića, je v zadnjem trenutku pred udarcem Džinić žogo odbil kot. Tudi na nasprotni strani je pravočasno posredovanje branilca prekrižalo načrte napadalcev. Jelića je Šuler oviral v tolikšni meri, da ni uspel doseči namena. Najlepša mariborska priložnost pa ostaja zabeležena tik pred iztekom prvega polčasa. Med daljšo akcijo je Rozman najprej uspel pri posredovanju pred Zahovićem, a je odbil le do Vilerja, ki je podal nazaj v sredino žoga med domačimi branilci do Tavaresa, ki se je takoj odločil za udarec, vendar ni uspel premagati Rozmana. Če je Maribor končal prvega, je Rudar s priložnostjo začel drugi polčas. Jelićeva podaja je omogočila Babiću, ki je pretekel iz ozadja in nošel ofsajdu, soočenje z vratarjem, toda Handanović je tudi tokrat z izjemnim posredovanjem preprečil žogi pot v mrežo. Dolžan mu ni ostal na drugi strani Rozman, ko je Viler podal do Salaliha, se Izraelec z etiopskimi koreninami ni obotavljal pri udarcu, a ni dočakal tako želenega zadetka. Zanimivo je bilo v obeh kazenskih prostorih. Po kotu in predložku Vilerja je Dervišević z glavo preusmeril žogo do Zahovića, ki je ciljal zgornji desni kot, žoga pa je zletela tik ob stičišču prečke in vratnice. Nova obetavna situacija po sodelovanju naveze Viler-Tavares. Kapetan pa ni bil dovolj natančen. Več bi se lahko izcimilo tudi iz sodelovanja Ibrahimija in Boharja, ki je izbiral med dvema možnostima ter se odločil za podajo v sredino, ni se išlo. Prvenstvo je maraton, ampak konec koncev, ko razmišljamo, kdo je v preteklosti dosegal zadetke v zadnjih minutah, v kakšnih ligah, vemo, da so bile to najboljše ekipe na svetu in da to delajo ekipe velike in verjamem, da smo tudi mi takšni. Potem pa končnica po scenariju, napisanem za branilce naslova. Tako se koraka k uresničitvi želja, s takšnimi potezami se pogosto odločajo etape na poti do cilja. Najprej je ob Šulerjevem poskusu izbijanja žoga zadela vratnico in se odbila do Firerja, ki jo je z glavo poslal čez prečko, potem pa gol. Gol za Maribor. V tretji od 3 minut sodniškega dodatka. Prav v zadnji akciji na tekmi je Bohar z desne strani podal kazenski prostor, natančno, dobro usmerjeno žogo za učinkovit zaključek Tavaresa, ki je z glavo nameril še drugič zapored za zmago, za nove 3 točke. In za še en korak pri namenu, da se Domžalčani med vmesnimi evropskimi vrhunci ne bi na lestvici preveč oddaljili. V soboto se po potovanju po Sloveniji nadaljuje, naslednji tekmeci so nogometaši Radomelj. Stano gledam sebe, jemljem tekmo po tekmo. Domžale so za tem nizom nakazali, da so eden od kandidatov za naslov prvaka, pomeni, da imajo dober moment. Naša naloga pa je, da pobiramo točke oziroma da jemljamo tekmo z tekmo, nabiramo čim več točk in ko bo konec prvenstva, bomo videli kako in kaj.